Lucija Bolavdar, neizogibno vprašanje, čeprav je že kar nekaj časa minilo, kako se danes spominjate teh trenutkov, takoj po osvojeni medalji in potem na stopničkah še solzice, kaj iskrijo v vaših očeh? Ja, solzice ravno ne, ampak mravljinci pa vedno, ko pogledam kakor sliko, še zmeri grejo po telesu. To je bilo tudi lepo darilo za rojstni dan vaše mami. Tega darila je bila verjetno še posebej vesela, kaj ne? Ja, res je, takrat, točno 17. avgusta, ko sem prišla iz olimpijskih iger domov, je praznovala rojstni dan in res je bila zelo vesela. Da mogoče malce razčistiva tistih 132 kilogramov, kaj je z njimi? Ja, verjetno je zdaj vsak pomislil, da sem jaz toliko težka, ampak nisem. Mislim, da ne. Ja, tukaj je tehtala moja nasprotnica, s katero sem se borila za bronasto medaljo. Torej, res bron 132 kilogramov težak. Ja, hvala to. Po novem letu ste nas spet razveselili z lepimi rezultati, svetovno prvenstvo v Bolgariji. Svetovni pokal. Svetovni pokal. Ja, srebrna medalja. Moram reči, da nekako še ni bila tista svetovna elita zbrana, ampak zdaj v prihodnjih ta vikend, pa naslednji vikend me čaka da spet 2 svetovna pokala, tukaj se bo pa že res pokazali spet, kje se nahajam. Forma je dobra? Ja, zaenkrat je, ampak pač še ni tisto, kar bi si najbolj želela, tako da tempiramo do nekje aprila, ko bo Evropsko prvenstvo. So kakšna pričakovanja za Evropsko prvenstvo? Ja, zadnji 3 leta sem vedno osvojila bronasto medaljo, tako da upam, da bo letos kakega drugega sijaja, če seveda bo, ne. Upajmo, da bo, ne. Držali bomo pesika, ne bo vidno. Koliko v teh treningih, tekmovanjih na različnih nivojih, tako mednarodnih, kot tudi doma, ostane čas samo za Lucijo? Ja, zelo malo, čeprav si ga zdaj po olimpijskih igrah sem si ga malo več vzela, tako da imam tudi malo več za sebe, pa za tiste, ki mi veliko pomenijo v življenju. Sedaj sem začela tudi smučati, tako da občasno se kak vikend vzamem za sebe. Ampak smučanje ni tekmovalnega značaja? Ne, seveda ne, pa še na kolene moram paziti. Sicer pa branje knjig je eden vaših najljubših hobijev. Še kaj lahko razkrijete o sebi zanimivega? Ja, rada grem v kino, pa tudi kakšne revije preberem, si pogledam doma kak film. Kako pa kaj služba? Zaposlena sem na Ministrstvu za obrambo v Slovenski vojski. Moram reči, da nekako največja obveznost mi je pač, da hodim na njihove seminarje in da predstavljam Slovensko vojsko kot nekakšno sponzoriranje. So vam zmanjšali kaj plačo? Ne, ostala je ista, kot je bila prej. Kaj pa sponzorski denar, ga je kljub tem težavam v svetovnem gospodarstvu zdaj kaj manj ali ga je kaj več na račun olimpijske medalje, uspehov? Nekako se ni kaj dosti spremenili isto, kot je bilo prej, tisti sponzorji, ki so mi že prej stali ob strani, mi tudi zdaj stojijo, nekaj novih sponzorjev pa niti nisem iskala. Dobro, ne ostanejo zvesti, vi pa zvesti svoji publiki in dosegajte še naprej tako odlične rezultate, če ne še boljše. Najlepša hvala.